Intuitivni navdih za teden od 27. oktobra do 2. novembra. Moč prednikov je resnično pomembna. Moč, ki jo lahko črpamo preko svojih prednikov, je nekaj tako blagodejnega, nekaj tako močnega, hkrati pa nekaj zelo, zelo bremenilnega. Vendar moramo se naučiti razlikovati med tem negativnim aspektom in pozitivnim aspektom, ki nas veže na naše prednike. Resnično je pomembno, da ugotovimo, kaj so bila vsa tista pozitivna, ljubezniva dejanja, ki smo jih prejeli od svojih prednikov, oziroma jih tudi nismo, ampak so jih prejeli naši predniki od svojih prednikov. Kaj pa so bila tista negativna, neugodna, težka, bremenilna dejanja, ki jih še vedno nosimo na svojem hrbtu, ramenih, križu, kjerkoli po telesu, kajti izražajo se lahko kot bolečina, kot odklonilna dejanja, kot nekaj, kar nas vodi v to, da raziščemo, zakaj se nam določene stvari dogajajo v življenju. In predniki so eni izmed tistih, ki jih moramo resnično spoštovati in se od njih učiti, hkrati pa tudi prerasti njihova učenja oziroma nedokončana učenja, kajti le tako bomo lahko nadaljevali to našo linijo, ki nam teče po žilah, ki ni kar tako, ki je v bistvu tisto, za kar smo se odločili, ko smo se zavezali, da bomo živeli tukaj na zemlji in izkusili vse radosti in vse žalosti tega planeta. Zato je pomembno, da se v teh dneh resnično spomnimo vseh naših prednikov, ne glede na to, ali smo jih poznali ali ne, vendar za zavedanjem, da nosimo njihove bolečine, da nosimo njihovo veselje, radost, da nosimo njihovo žalost, trpljenje. In v bistvu se jim zahvalimo, da tukaj in sedaj s spoštovanjem cenimo njihovo prisotnost v našem življenju, hkrati pa tudi vračamo vse te njihove izzive življenja, ki so jih imeli, sami pa prevzemamo le tiste, za katere smo odgovorni mi sami. S tem bomo storili resnično veliko za sebe, hkrati pa bomo razpustili neke vezi, ki resnično niso naše, oziroma ki nas energijsko obremenjujejo, hkrati pa nas tudi utrjujejo. In ko se vseh teh vezi, ki nas vežejo na naše prednike, zavemo, jih hkrati lahko razpustimo. Vzamemo nauk teh energijskih povezav in ga ovijemo z sočutjem, ljubeznijo in hkrati globokim spoštovanjem. Kajti vsi so živeli tako, kot so le znali in tako, kot jim je nalagal takraten čas, takratno kolektivno zavedno in nezavedno, in hkrati so bili
v največjem svojem potencialu, ki pa ga je seveda narekovalo tudi okolje. Toliko smo želeli povedati o prednikih in se jim prikloniti. Priklonite se jim tudi vi, vendar v svoji avtonomiji, v svoji moči in vsekakor ne v nemoči svojih prednikov. Hvala, vaši vodniki.